dosti na obrobju, kakšno uro stran od samega centra in se potem do centra odpeljali z javnim prevozom v obliki trajekta. V bistvu je pa njih to ful pogosto, zato ker je Stockholm arhipelag otokov in pač oni te prevoze uporabljajo, ker pač mi avtobuse. Tako da ja, v bistvu večinoma zdaj greva zaradi tega, da se bomo s to ladjico peljali kakšno uro in se potem kratko pošetali po mestu. Nekaj zelo si ne bomo ogledovali, ampak ja, bolj zaradi te plovbe med otočki. Stockholmski arhipelag je ena najlepših naravnih znamenitosti Švedske, saj obsega približno 30.000 otokov, otočkov in čeri. Razprostira se na območju velikem okoli 1700 km² in sega od Stockholma do odprtega Baltskega morja. Največji otok je Värmdö, ki meri okoli 181 km². Večina otokov je dostopna s trajektom, kar omogoča enostavno potovanje med njimi, mnogo večjih otokov pa je dostopnih tudi z avtomobilov preko mostov. Otočje ima sicer bogato zgodovinsko in kulturno dediščino. Mnogi otoki so poseljeni in ponujajo pogled v tradicionalni švedski način življenja. Na nekaterih lahko najdemo starodavne vasi s slikovitimi lesenimi hišami, medtem ko so drugi dom sodobnih počitniških hiš in luksuznih vil. Stockholmski arhipelag je tako idealna destinacija za tiste, ki iščejo pobeg od mestnega vrveža in želijo uživati v švedski naravi ter številnih rekreativnih možnostih, kot so plavanje, jadranje, ribolov, pohodništvo ali veslanje. Stockholm je glavno mesto Švedske in se razprostira preko 14 otokov, povezanih s 57 mostovi, kar mu daje edinstven in slikovit značaj.
je središče švedske politike, kulture in gospodarstva ter dom kraljeve družine. Mesto ima bogato zgodovino, ki sega v 13. stoletje, ko je bilo ustanovljeno kot trgovsko središče. Staro mestno jedro, Gamlastan, je eno najbolje ohranjenih srednjeveških mestnih jeder v Evropi, z ozkimi tlakovanimi ulicami, baročnimi stavbami in številnimi zgodovinskimi znamenitostmi. Smo si ogledali Stockholm, potem smo res parkirali na enem izmed P+R parkingov, ki je bil brezplačan in se z eno izmed trajektnih linij zapeljali do centra. To je bila res taka lepa izkušnja, v bistvu ta njihov javni prevoz res dobro deluje, v aplikaciji sva kupila karto, plačala jo s kartico, tako da sva sam tam poskenirala, stane v eno smer 3,70 €, oziroma to ni v eno smer, to imaš pač 75 minut, odkar jo aktiviraš. Imaš 75 minut neomejenih prestopov znotraj tega njihovega javnega prevoza. Za naju to pomenilo ena smer, ker itak 1 uro voz trajekt. Tako da je res ful pocen in ful dober. In tudi res ful lepo je, no, se pa čez ta arhipelag peljati, res so te hišice in otočki tako lepi, da bi lahko se tja in nazaj po moje cel dan vozil krožno. Ja, imeli smo tudi kar srečo z vremenom, sicer je bilo napovedano, da bo dosti lepo, ampak je bilo na koncu še lepše, čeprav je zjutraj, ko smo prišli na postajo od trajekta, zbijali ful oblačno in so bila že kar razočarana, ampak se je bolj čisto zjasnilo takoj, ko smo se vkrcali, tako da ja, je bilo kar fino. Pa tudi sam Stockholm nam je bil všeč, v bistvu smo kar veliko prehodili po teh vseh otočkih, pač tudi sam center je sestavljen iz različnih otokov, tako da smo se v bistvu skozi ob vodi sprehajali, vmes smo se ustavili pa šli na eno kavo pa cinnamon bun, in ja, no, zelo nam je bilo všeč, dejansko smo bili dlje v centru, kakor smo mislili, pa kakor smo pa navadili v mestih. Včeraj smo se potem po ogledu Stockholma odpeljali na en otoček tega arhipelaga, kjer smo tudi prespali v gozdu, in danes zjutraj, ko smo šli naprej, smo nedaleč stran od našega prenočišča videli še enega losa, pa ene par srn v bližini, kar je ful čuden oziroma zanimiv, glede na to, da je to še vedno otok v arhipelagu, tako da je to dokaz, da je tle res ful veliko divjih živali povsod na Švedskem, tudi v bistvu v glavnem mestu. Gremo pa danes naprej, nekega cilja nimamo, no počasi bomo zdaj migrirali proti severozahodu.
Danes smo na tistem mestu zjutraj, kjer smo se zbudili, izkoristili še dopoldne in smo šli vsi trije laufat, potem pa še en dolg krog na sprehod. Potem popoldne smo pa kar nadaljevali pot in jo nadaljujemo zdaj proti severu počasi. Je pa to za ta vlog, pa se vidimo v naslednjem. Dio.